Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v torkovem popodnevu, dobrodošli v novi oddaji Report in seveda dobrodošli v moji družbi ter seveda družbi vseh naših gostov, ki sem jih danes povabila, da vam ponovno povemo, kaj se bo tokom tedna ali čez vikend dogajalo in pa da se seveda spomnimo, kaj se je morebiti dogajalo minuli vikend. V ospredju je bilo zagotovo martinovanje, ki pa smo ga mi že pridno predstavili, napovedali vsa martinovanja in vas napotili na vse zabave, kjer ste lahko poskusili vino, ki se je seveda spremenilo iz mošta. Sicer pa upam, da ste preživeli prijeten Martinov vikend, še takšen jesenski, teden pa se je zagotovo pričel precej zimsko obarvano. Začetek, dragi moji, še nekoliko navezujemo na martinovanje oziroma na trgatve in vse to, kar se dogaja v jesenskem času, kajti sledi še ena izmed študentskih prireditev, drugo leto zapored, trgatev, tako imenovana. V družbi lepo pozdravljam Tima. Tim, pozdravljen. Pozdravljeni. Torej, kot že rečeno, drugo leto trgatev študentov. Kaj to pomeni? Tako, drugo leto je letos, ko organizira Klub mariborskih študentov trgatev. Na kratko povedano gre za odklop, ki si ga lahko privoščimo vsi enkrat na leto. Torej, želimo zagotoviti ne samo študentom, temveč tudi ostalim eno priložnost na leto, ko lahko pozabijo na neke resnejše obveznosti, pridejo tja in uživajo ob našem bogatem programu, ki jim ga ponujamo. Pripravili ste resnično bogat program, prepoznavna imena, govorimo o SARS, govorimo o Tabuju, pa še eno skupino sem sedaj spustila. Ja, glavno skupino Siddharta, za katero vsi že norijo po Sloveniji, vemo, da razprodajajo koncerte in tudi mi jih pričakujemo močno. Kako pa sicer poteka sama prireditev? Je sestavljena iz večjih dogajanj ali kje se bo dogajalo? Tako, prireditev smo si že isto kot lansko leto, tudi leto zamislili pokrito iz dveh področij. Začne se v popoldanskem delu, na parkirišču UŠC Leona Štuklja, postavimo rampo, ki je 5 metrov visoka, 10 metrov dolga, navozimo sneg iz različnih lokacij in potem nekje 30 do 40 različnih bordarjev, smučarjev, ki so prav tekmovalci, profesionalni, tekmujejo potem v tekmovanju prostega sloga. To je vse skupaj ocenjevanje z strokovno žirijo. Zraven tega imamo še adrenalinske neke igre, DJ, obogati nek glasbeni program in to je res ena taka adrenalinska sprostitev, ki jo drugače v Sloveniji sploh nismo vajeni. Smo prvi, ki to organiziramo oziroma še edini, ki se tega lotijo, zato je res nekaj nenavadnega, sploh za priti pogledati in doživeti to. In tukaj bo prost vstop ali kako? Tako, na popoldanski del lahko pride kdorkoli, vstop je prost. Letos je dogajanje preseljeno ravno z namenom, da bo čim več obiskovalcev to videlo, doživelo na stran Koroškega mosta, torej bo na vzhodni strani parkirišča. Torej vsakdor, ki si želi nekaj nenavadnega, ki si želi doživeti malo adrenalina, začutiti tisto, je vabljen, da pride enostavno pogledati. Ne nazadnje tudi ljudje, ki pričakujejo že močno sneg, lahko pridejo tja in mi zagotovimo, da bo sneg pri nas. Krasno. Ponekod je minulo noč že nekoliko pobelilo. Tako, res je. Tako da se veselimo tega dogodka skupaj z vami. Torej, to smo govorili sedaj o popoldanskih aktivnostih, ki pa se prevesijo potem v ta bučen večer. Tako, popoldanski del se prične v 15. uri, to še nisem omenil. To traja vse skupaj nekje do 9. ure zvečer, ko se tekmovanje konča in potem se preseli celotna prireditev v večerni del v dvorano UŠC Leona Štuklja. Torej že ta petek, ne? Že ta petek, torej čez nekaj dni. Mi že močno pričakujemo, smo v seveda pripravah na polno in potem prireditev dejansko poteka po zaporednici. Najprej nastopi skupina Tabu, nato skupina Siddharta in zaključi od tega glasbenega, od teh bendov zaključi skupina SARS. Za tiste najbolj vtrgane pa še potem je poskrbljeno. Nadaljuje se z elektronsko glasbo, tako da zaključite potem še DJ-ja Mark Mare in pa Ian Sound. Kakšne občutke, vtise prinašate iz lanskega leta, ko se je stvar zgodila prvič? Moramo reči, da smo dobili res dober odziv lansko leto in to je bil tudi povod, da prireditev ponovno organiziramo. Ta neka kombinacija adrenalina, športa in pa vrhunskega glasbenega programa, ki ga ponujamo, to je nekaj drugačnega, ki v Mariboru drugače še ni obstajalo in to nas tudi žene naprej, da to še delamo naprej in še zboljšamo sam program, torej da ga še popestrimo, naredimo močnejši glasbeni line-up in potem ponudimo nekako še boljše doživetje samemu obiskovalcu.
Kaj pa sicer počnete kljub mariborskih študentov, razen tega, da študirate pridno, seveda? Počnemo ogromno stvari. No. Mi smo študentsko društvo, ki na leto organizira sedaj čez 40 projektov. Torej, od vseh različnih sekcij, športne, mednarodne, kulture, tudi izobraževalne dogodke ponujamo. In res ponujamo nek spekter dogodkov, ki študentu bo nekako dali dodano priložnost ali pa možnost za osebno rast. Torej, mi želimo dodati nekaj zraven neke formalne izobrazbe, ki jo dobijo na fakulteti, želimo ponuditi študentu še nekaj drugega, nekaj, da bo lahko doživel izkusil, da se bo nekaj novega naučil. Delamo za študente, pa tudi seveda za ostale, ker želimo študente povezati med sabo, tudi z drugimi skupinami. No. Krasno. Kako se sicer počutite v mestu Maribor kot tako? Imate občutek, da vas podpirajo tudi pri samih projektih, pri samih izvajanjih? Ste tukaj konkretno recimo pri vtrgatvi potrebovali kakšno pomoč in ste jo tudi dobili? Jaz sem mnenja, da ljudje vedno bolj začenjajo prepoznavati to, da se nekateri trudijo, ustvarjajo nekaj in da ni več tisto staro mišljenje, da v Mariboru se nič ne dogaja. Torej, ljudje prepoznavajo, da se trudimo in tudi sama udeležba oziroma odziv na dogodke, ki jih prirejamo, se mi zdi, da se za časoma veča. Torej, je večje zanimanje za neke dodatne vsebine še, ki jih ponujamo in zaradi tega se mi zdi, da je Maribor se začenja na nek način obujati ponovno in z temi vsebinami, ki jih ponujamo, dajemo priložnost dejansko vsem in Mariborčanom in študentom, da pridejo, da pogledajo, da vidijo, kaj delamo. Se mi zdi, da je vedno več te interakcije. Vsekakor pa je hvale vredno tudi to, kar ste v okviru trgatve storili letos. Govorimo o Malem Marku. Gledalke in gledalci ga zagotovo poznajo iz ene izmed prejšnjih oddaj Reporta, ko smo ga pozdravili tudi v naši družbi in veliko povedali o njegovi bolezni, o tem, kar se z njim dogaja in o vseh operacijah ter zdravljenjih, ki ga v prihodnosti čakajo. In tukaj le iskrena hvala seveda tudi vam, KMŠ-ju in vašim članom, ker ga boste na nek način dobrodelno podprli. Tako, res je. Že lansko leto smo začeli z to dobrodelno konotacijo same prireditve. Želimo, da je vtrgatev prepoznana tudi po nečem dobrem, da želimo pomagati s tem, ko se imamo nekateri fajn, da želimo pomagati ostalim, ki si mogoče tega ne morejo privoščiti zaradi kakršnihkoli razlogov. Odločili smo se za Marka, ker mislimo, da ima neko posebno zgodbo, ker mislimo, da mu lahko s tem omogočimo boljše zdravljenje, doprinesemo k neki njegovi boljši prihodnosti, da si bo tudi on enkrat lahko tako zabaval na tak način in mislim, da bomo tu spisali eno zelo dobro zgodbo. No. Zelo lepo. Najlepša hvala, da se tako trudite, da ste v naši sredi in tim eno prijetno vtrgatev želimo v petek, imejte se lepo in pa seveda dobro zakorakajte v praznični mesec december. Najlepša hvala. Toliko, dragi moji, za začetek. Kot ste slišali, prav vsi ste vabljeni, ne samo tisti, ki še študirate, ampak čisto vsi v petek, torej nekje po 15. uri popoldne se sam dogodek prične dogajati, vtrgatev 2017 v okolici dvorane UŠC oziroma Univerzitetnega centra Štukelj. Seveda pa potem nadaljujete tudi z krasnimi glasbenimi skupinami pozno v noč. Ne pozabite pa ostati tudi v naši družbi. Še se vrnemo nazaj. Drage gledalke, spoštovani gledalci, ponovno vas pozdravljam v oddaji Report. Za tiste, ki ste zamudili začetek, pa nas boste spremljali v nadaljevanju. V začetku smo pozdravili študente z njihovo vtrgatvijo, ki se bo zgodila tale petek in vas ponovno vabimo, da se udeležite te prireditve, ki je nekako razdeljena v dva sklopa, eden tisti popoldanski in potem zabavni glasbeni proti večeru oziroma v noč. Nadaljujemo pa še z eno simpatično zgodbo, ki se pravzaprav vleče že kar nekaj časa. Govorimo o zgodbi o klopeh in ljudeh, kajti v Mariboru smo minuli vikend odkrili že 11. takšno klop in sicer avtorja gospoda Mihe Kuharja. Kakšna klop, komu je posvečena in kje jo boste lahko našli, pa seveda v naslednjih minutah. Gospod Miha, pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, vaša klop bo sedaj krasila mesto Maribor in vabila vse tiste, ki se bodo želeli malce usesti, odpočiti, naužiti narave v končni fazi. Mene pa zanima, kje ta klop je in kako je nastala. Klop se nahaja v mestnem parku.
nedaleč od otroških igrišč, tam na robu največje jase zelene. Posvečena je Leonu Štuklju. Ni čisto navadna klop, ni samo klop za sedeti, tako kot ste omenili. V bistvu je klop za potelovaditi. In sicer, tako kot ste omenili, zgodba o ljudeh in klopeh, zgodba ene entuzijastične Mariborčanke Liljane Jarh in ekipe že vrsto let dela na tem projektu. Letos so mene povabili, prišli za temo gospod Leon Štukelj z donatorjem Rotary klubom Maribor in za idejo, da želijo v mestnem parku, tudi lokacija je bila določena, eno posvetilo. Avtor ima, tako kot vsak do zdaj, sem imel popolnoma proste roke in dobre 3 mesece je trajalo, da smo v nedeljo, to je bil tudi rojstni dan gospoda Leona Štuklja, bi bil 119. Svečano otvorili to klop. Kakšna ideja se je v vaših mislih porodila, ko ste slišali za to, da mora biti klop posvečena, torej Leonu Štuklju, ko ste slišali, ki je bo lokacijsko opredeljena, kako pravzaprav zasnovati eno takšno zgodbo? Težko. Predvsem iz vidika neke vrste treme pa odgovornosti, da je gospod Štukelj bil velik človek, velikan v bistvu, čeprav drobcen, ampak velikan, jaz se ga spomnim kot otrok. V začetku je bila težava, no. V bistvu odkrito povedano, da sem malo bal takšne odgovornosti, ampak je šlo. Oblikovalci iščemo neke zgodbe, zgodba je bila v bistvu bolj ali manj na dosegu roke, tako da na koncu se je zelo v redu iztekla. Lita je v bron. Mojster, ki jo je izdelal, brez njega klopi ne bi bilo, Borut Kamšek iz livarne Livartis na Ljubljano je ogromno pripomogel. Od ideje do projekta nekako do risb, skic, do vseh dovoljenj za Zavod za varstvo kulturne dediščine, za vsa umestitvena dovoljenja je trajalo, sama izdelava pa dobrih 14 dni. Omenili ste, da ne bo samo navadna klop kot taka za spočiti si, ampak tudi nekaj narediti za telo. Na kakšen način, kako? Res je. Klop v mestnem parku, ki je spomenik že sam po sebi, je načeloma definirana. Vse avtorske klopi do sedaj, bolj ali manj, so se avtorji igrali za formo, iskali neke oblike. Jaz sem imel tukaj težavo. Po eni strani doprsni kip Leona Štuklja, ki nedaleč proč stoji ob ribniku pri občini, po drugi strani pa klop kot klop. Zato smo vzeli klasično parkovno klop, malo je že propadala, je pa dejstvo, da je to ena in ta ista klop, na kateri je on rad sedel. Družina Štukljeva je pa posodila njegove kroge, na katerih je telovadil še krepko po 90-ih. Gospod Kamšek je odlil te iste kroge in smo jih integrirali v sedalno površino. Tako da na nek način je to en tak hibrid med telovadnim orodjem, podobnim konju, z temi ročaji za prednos. Nagovarja tistega, ki gre mimo, tudi zaradi tega, ker so te oprijemalne površine malo zapolirane. Pridi, poskusi, naredi prednost, naredi stojo, poskusi. Bomo videli. Kaj pa je vam kot umetniku pomenilo povabilo v to vrstno zgodbo? To me več ljudi že vprašalo. Nekateri se celo govorijo, ali gre za privilegij, ali gre za čast, ali gre za, glede na to, da podarjamo avtorji te klopi, ali gre za neke vrste prekletstvo. V vsakem primeru počastitev. Že iz vidika, da imaš priložnost, da narediš eno trajno rešitev, ki bo neminovno ostala generacijam za tabo, ne bi govoril čist nič slabega o tem, da avtorji to podarjamo. V končni fazi, jaz sem meščan, to je klop namenjen mestu, pa ljudem v mestu in meni je prav v čast bilo tudi en mali finančni vložek v končni fazi, to je mali milijon enih potovanj, voženj, razmišljanj. Drugače pa
niti pomislil ne bi recimo o kakšnem honorarju za tako delo. Upam, da to drug ne. Z tega vidika zagotovo čast. Omenili ste, da se je otvoritev zgodila torej na Štukljev rojstni dan, v nedeljo 12. Sicer se v podlagi med najnim pogovorom vrtijo tudi fotografije iz te prireditve, pa mogoče še nameniva kakšno besedo ali dve, kaj se je v nedeljo natančneje dogajalo. Nedelja je bila en tak simpatičen, srečo smo imeli z vremenom tudi, no, simpatičen dan je bilo, ljudi je bilo veliko, glede na to, da smo združili to otvoritev klopi tudi z drugimi obletnicami športnega društva Rotarijancev, vsak je svoj del počastil. Meni osebno najbolj simpatični so bili, jaz pravim, mladiči, otroci športnega društva, ki so telovadili, dejansko so telovadili na orodju, ki so ga prinesli s seboj. Najbolj pogumen med njimi celo na klopi, je sicer dimenzionirana za odraslega človeka, ampak taki mladi, vešči telovadci, njim je doben problem, ne stoja, ne nič. Vsak, tudi občine, gospod podžupan je prišel nekaj povedati, ne vem. Tako da ste dobili občutek, da je sama klop in pa zgodba dobro sprejeta med ljudmi? Sigurno, vesel sem, prav malo sem bil skeptičen, no, ampak se sprejeli. Najbolj vesel sem bil tega, da so tudi na otvoritvi samoiniciativno, potem, ko je že bil radni del mimo, tudi starejši, se trudili pa poskušali svoje elemente. Upam, da bo na ta način živela tudi v prihodnje. No. Boste tudi sami kdaj obiskali to klop? Jaz imam 3 fante, 3 otroke, pogosto smo nedaleč stran na otroških igriščih, eden je že malo starejši, no. Ampak vseeno, jaz sem pogosto obiskovalec parka. Sem prepričan, da bom večkrat. Gospod Miha, preden se posloviva, mogoče samo še, ne vem, povabilo z vaše strani kot avtorja gledalcem, da naj pridejo v park in klop obiščejo. Čim več. Jaz upam, da bo čim več ljudi poskušalo. Res je, zdaj je hladno, bron je iz tega vidika rahlo neprijazen material, prevzame temperaturo okolice in zdaj sedeti na tej klopi ni prijetno, se pa tudi zelo hitro greje. Tako da, če bodo vztrajno držali za te ročaje, pa poskušali, bo zelo hitro dobil primerno temperaturo. Super. Najlepša hvala, da ste prišli, hvala za prijeten klepet in pa seveda vse dobro tudi v prihodnje. Hvala tudi vam za povabilo. Da, torej ne pozabite, klop se nahaja v mestnem parku Mestne občine Maribor. Pojdite jo pogledati, če drugače ne, iz radovednosti in seveda poskusite, kaj so avtorji za vas pripravili, kakšen izziv, dajte posedeti, se nadihati svežega zraka, ne nazadnje in se spomniti na tale prijeten klepet. Ostanite pa v naši družbi še naprej. Dragi moji, nadaljujemo z oddajo Report in še z eno zelo prijetno zgodbo, ki priča o tem, kako so mladi Slovenci aktivni, kako visoko segajo ne nazadnje uspešnosti in kako od športa preiti k modi. Tako da v družbi oddaje Report lepo pozdravljam Žana Luko Zelka. Žan, pozdravljeni. Sem povedala vse pravilno, ne? Tako športnik kot ne nazadnje sedaj tudi modni navdušenec. Sedaj, ja. Sicer pa, Žan Luka, kako se je tvoja športna zgodba jadravca začela? Ja, že kot mali mi je oče pripovedoval o jadranju, ker je on bil tudi jadralec. In potem sem nekega dne bil na sprehodu z prijateljico, in smo se sprehodila mimo društva v Brezstrnici, kjer je bilo polno plovil. In na mojo tedanjo srečo sem bil pač tam v tistem trenutku in so ravno vpisovali v šolo jadranja. In ko si mlad, pač še otrok, ti je oče največji vzor, idol in ko on meni razlagal, kako je on včasih jadral, surfal, je meni to bilo nekaj neverjetnega in jaz sem tudi si vedno želel biti jadralec. In potem avtomatsko, ko sem dobil to šanso, da sem se lahko tam upisal, sem poklical mamo in očeta, da pridete tja, smo se skupaj vpisali in pol se moja jadralna pot začela. Ampak kaj pomeni v bistvu trenirati jadranje, glede na to, da Maribor nima morja? Ja, to mi vsi pravijo, kak jadralec sredi Maribora. Na trenutke je lahko težko, sploh v sredini sezone, ko so treningi zelo pomembni in menim, da prav zaradi tega sem dosti odsoten.
In moram potovati, najbližja lokacija za trening je Primorska, Izola, Koper, ampak zaradi pač ne tako dobrih vetrovnih pogojev se moram dostikrat odpraviti v Španijo, Italijo, Francijo ali pa celo zdaj v začetku januarja odpotujemo v Miami, ker nas tudi na koncu meseca čaka še svetovni pokal. In kako zahteven šport je jadranje kot tako? Gre za kakšne rizične trenutke? Ja, sploh ko je močen veter in so lahko situacije zelo nepredvidljive. Včasih se zgodi tudi, da poči kakšen jambor, se utrga jadro. Med drugim pa smo tudi pač, imamo dosti problemov z poškodbami. Ker v jadrnici pač si ti visiš v neki prisilni drži. In ta drža ti uničuje hrbtenico in je zelo pomembno, da je tvoja hrbtenica zelo močna oziroma da je tvoj trebuh v celoti zelo močen in kasneje tudi se pozna to na kolenih, ker tako trpijo hrbtenica, ker Trpijo potem tudi trpijo tudi kolena. Ja. Tako da jaz sem imel zdaj pred 3 tedni operacijo hrbtenice in zdaj še me čaka 14 dni rehabilitacije v zdravilišču, potem pa bom lahko spet začel z treningi. Zoprno. Vsake dobre stvari imajo tudi slabo plat, ne? Točno to. Tako pač je v življenju. Omenil si svetovno prvenstvo, torej se udeležuješ tudi prvenstev, tekmuješ dejansko v tem? Ja, zdaj v začetku januarja nas čaka prvi svetovni pokal v letu 2016. Vsekakor pa je cilj prihajajoče sezone svetovno prvenstvo na Danskem, kjer se bom boril za prve olimpijske norme. Krasno. In če nam samo tako laično opišeš, kako izgleda eno tekmovanje v jadralstvu? Lahko samo tako rečem, da ful malo jih razume. Sploh zato, ker pač medijsko je zelo težko pokriti 50 ali pa 100 bark v določeni situaciji, ko jadrajo po morju. In kdo je prvi, kdo je drugi, ker to izgleda tako, da pač grupa bark se odloči in gre po levi strani polja, druga gre po desni in se na prvi boji srečata. In dejansko je ful težko, niti mi, jadralci, dostikrat do zadnjega trenutka ne vemo, ali smo spredaj ali smo zadaj, ker je vse odvisno od teh malih nijans vetrovnih, en reful, mi rečemo, in si že lahko spredaj, lahko pa si zadaj. Krasno. V bistvu dovolj si povedal, da je zanimivo, da človeka pritegne in zanima, kako nekaj vse to skupaj izgleda. In če sedaj iz tega naveževa na to, kar se ti tudi v zadnjem času dogaja, gre za tvojo kolekcijo, modno kolekcijo ali oblikovanje. Kako pa to? Kako si prišel do tega? Ja, pred 2 letoma smo skupaj z babico pa mamo smo začeli razvijati neke take modne dodatke, kape, šale iz pletenin in dejansko smo dobivali ful pozitiven feedback in sem se jaz odločil, da če je le možnost, da lahko predstavimo to kolekcijo svetu oziroma Mariboru, Sloveniji, bi jo jaz rad predstavil jaz kot športnik in da se nanaša na moje ime, ker je vseeno naša družinska blagovna znamka, lahko rečem. In tako smo prišli na idejo in smo prejšnji vikend tudi naredili prvo premierno predstavitev. Dajva se malce spomniti tega dogodka, kako je potekalo, kaj vse ste pokazali in ne nazadnje, ali je moč te modne dodatke tudi kaj dobiti? Prejšnja sobota je bila kar naporna. Bil je tudi moj rojstni dan. Ja? Toliko večje veselje. Ja, točno to. In celoten dogodek sem organiziral skupaj z Niko Čukur iz Showroom Events in pa skupaj z Ano Žvorc in pa Mitjo Šeškom, ki je bil napovedovalec. In oni so mi nekako dali smernice, kako postaviti celoten dogodek, pripraviti manekenke, manekene, kako dati glasbo. Vse se je odvijalo tudi v vinoteki Rožmarin, v njihovem sodelovanju. In dejansko je pač vse to skupaj je bilo treba sestaviti in brez njihove pomoči bi to bilo ful težko. Predstavili pa smo
od šalov, kap in pa še tudi zdaj teh znamenitih popularnih čaukerjev, pletenih čaukerjev. In mislim, da so bili vsi, ki so bili tam, zelo navdušeni. In smo imeli tudi tam en showroom, ki so se lahko ljudje ogledali po koncu revije, naše pletenine. Zdaj pa na tem času imamo pa še tudi otvoritev svoje spletne trgovine in pa prodajo preko Facebooka in pa ostalih socialnih omrežij. Torej, mogoče malce poveva, kakšne naslove ali pa kje, torej na Facebooku oziroma kakšna bo spletna stran, kjer bodo lahko gledalci pobrskali po teh izdelkih? Ja, spletna stran bo enostavna zelko.si, prav tako pa imamo socialna omrežja na Facebooku samo Zelko in pa na Instagramu Zelko Unikati. Krasno. Si zadovoljen za vso to zgodbo in s to soboto, ki se je zgodila? Zelo, res navdušen, sploh nedeljo, ko sem spoznal, kaj nam je uspelo narediti vsem skupaj, sem bil navdušen, res. Ko se sprostiš lahko po takšnem dogodku, jaz sem res samo rekel, hvala Bogu, da smo se spustili v to in da nam je uspelo. Krasno, iskrene čestitke in seveda bilo uspeha tudi v prihodnje. Preden pa si Jean-Luc rečeva adijo, kakšni so tvoji cilji, kakšna je tvoja vizija? Kam letiš? Kam jadraš? Kam jadram? Jadram na olimpijske igre v Tokiu 2020 in skupaj s temi pleteninami bom zajadral drugo leto na svetovnem prvenstvu, kjer se bom boril za olimpijsko normo. Kasneje pa mi je tudi cilj vsekakor olimpijska medalja. Obilo uspehov na tej poti, naj se ti želje in sanje seveda tudi uresničijo. Hvala za družbo in vse dobro. Hvala. Še ena prijetna zgodba, prijeten klepet, luštno se imamo danes, bi lahko dejali. Ostanite v naši družbi še naprej. Kaj ti prihaja še en velik človek, Mariborčan, ki je zelo veliko naredil v dobrodelnem smislu in tudi v mesecu novembru pripravlja en velik projekt, tako da ostanite v naši družbi, spoznali ga boste in videli, kaj bo ponovno storil za mesto Maribor in seveda za posameznike. Kmalu. Lep pozdrav želim, dragi gledalci, vam, ki spremljate tole torkovo oddajo Report. Pa zanimivi smo danes, prijetne goste imamo, tisti, ki nas spremljate od začetka, veste, torej, da smo govorili že o vtrgatvi, da smo predstavili novo klop, ki krasi mestni park v okviru zgodbe o klopeh in ljudeh. V minulih minutah smo klepetali z Žanom-Luko Zelko, krasnim športnikom. Nadaljujemo pa z zanimivim društvom, imenuje se Društvo Špilja. Goji pa posebno kulturo, kakšno pa seveda v nadaljevanju z Janom Geričem. Jan, pozdravljen. Zdrav, Špil. Torej, kot že rečeno, Društvo Špilja, Jan, kakšno društvo, kakšna kultura? Torej, to je društvo, ki spodbuja igranje družabnih iger, namiznih iger, verjetno večina pozna Človek ne jezi se, Monopoly, take variante. Ampak v našem primeru gre pa za kakovostnejše igre, ker se je ta industrija vmes strašno razvila in ker v Mariboru ni nič temu podobnega, oziroma je, ampak v bolj omejenih okvirih, no, smo se odločili, da pač poskusimo in vidimo, koliko bo interesa. Torej, omeni si kakšne igre? Torej, tudi jaz sem vrsta tisti, ki poznamo Človek ne jezi se in temu podobne? V bistvu najboljši primer, verjetno najbolj znan primer je Katan. Katan je že, torej naseljenci otoka Katan, to je že, rečemo, uvodna igra v ta svet namiznih iger. Potem pa se to širi in je lahko res pač karkoli od grajenja vlakcev do vojskovanja, do bleferskih iger, do igre vlog, konec koncev, improvizacijske igre. Skratka, tu je, ne vem, mislim, da vsako leto izide po najnovejših podatkih tam 2000-3000 iger. Tako da to zaobjeti pač na kratko je zelo, zelo težko. Kje se pa je sploh porodila ideja o zasnovanju takšnega društva? Kakšen je namen v osnovi? Torej, v osnovi je pač to išlo iz našega druženja. Mi, jaz in skupina kolegov smo se redno dobivali, smo igrali te igre, potem se je v bistvu pridružilo vedno več prijateljev in je bila že malo prostorska stiska ponavadi. In smo začeli razmišljati v tej smeri. Zdaj pa zelo spodbudno je bilo tudi to, da v Ljubljani v bistvu te stvari zelo dobro uspevajo, imajo specializirano trgovino, imajo prvi board game cafe v Sloveniji. Jaz sem šel tja malo na pogovor in sem videl, da v bistvu to gre in smo rekli, da pač poskusimo v Mariboru. Za začetek z društvom, ki ima svoje prostore za redno igranje, potem pa bomo videli, koliko je interesa in če ima to
potencial za kaj več naprej. Lahko rečemo, da ste s tem društvom in s takšnimi idejami želeli tudi malce razbiti tale tehnološki vsakdan, se mi zdi, mladostnikov, ki so vedno bolj zatopljeni v računalnike in vse te virtualne zgodbe. Ja, sigurno. V bistvu to je bil en izmed povodov, ker kar je bilo meni najbolj všeč, poleg samih iger in zabave, je bilo tudi to, da je pristna človeška interakcija, da se zafrkavaš, da se smeješ in da sem opazil, da v teh rečemo uri, 2 urah, koliko smo igrali, skoraj noben ni gledal na telefon, kar je čist nasprotno s tem, kar vidiš. Ne vem, že če greš na kosilo v mestu, vidiš, da so vsi na telefonih. Pa nek nov način druženja je, ki se pravi, je zelo v porastu, prisili te, da malo razmišljaš, zabavno je, prisili te, da imaš nekaj časa usmerjeno pozornost na določeno stvar, kar tudi dan danes več ni samoumevno, ker skačemo Facebook, Instagram, malo pogledaš pred sebe, pa nazaj na telefon. In je čist fajn, no, predvsem je ta človeški element, no, to bi radi spodbujali, da se več, več dogaja na tem področju. Želite nove člane, nove sodelujoče, nove prijatelje, nove zgodbe? Ja, mislim, itak, ja, to je namen. Torej, v bistvu ni samo to, da se v društvu igra igre, seveda je zato bilo prvotno ustanovljeno, ampak tudi, da je prijetna atmosfera, da spoznaš nove ljudi, da tudi, če konec koncev prideš sam, je tam običajno nekdo, ki bo s tabo kaj zaigral, in da je vse skupaj zelo tako, rečemo, sproščeno, umirjeno, da se malo pogovarjaš, malo se smejiš, kaj zaigraš, si vzameš pauzo. Kje lahko torej naši gledalci kaj več izvedo o vas, nenazadnje vas obiščejo? Izvedo lahko na Facebooku, torej imamo Facebook stran Špilja Društvo za namizne igre. Obiščejo pa nas lahko na Mlinski ulici 24, torej nasproti glavne avtobusne postaje, kar pomeni, da praktično vsi avtobusi v Mariboru vozijo do Špilje. Misliš, da je vedno več mladih vrstnikov, ki razmišljajo v tej smeri, da se je potrebno oddaljiti od virtualnih prijateljstev in ponovno sklepati vezi tako na 4 oči ali pa v družbi, komunicirati in se zabavati? Jaz mislim, da je sigurno ena skupina ljudi, ki jim začenja iti to malo na živce, da se vse dogaja preko digitalnih, prek zaslona praktično. Seveda ima to svoje prednosti, ampak nekje je neka meja. In marsikomu se zdi mogoče, da smo presegli kakorkoli in kar nekaj takih ljudi se je že oglasilo. In potem v bistvu tudi ugotovijo, da vseeno, ker marsikdo misli, da tu zdaj res samo sedimo in igramo tisto, da je to za take hardcore igralce, ampak v resnici je vse skupaj, se pravi, druženje, igranje. Kaj pa recimo za tiste, ki še teh tovrstnih namiznih iger ne poznajo, ki so te vrste kot jaz, ki dalje od človek ne jezi, se ne sežejo? V bistvu sploh ni problema. Imamo tam, se pravi, vedno je tam nekdo od ustanovnih članov. Te najlažje uvodne igre se da naučiti v praktično 5 minutah. Potem pa vidiš, če se ti zdi zabavno, greš mogoče na en nivo. V bistvu sam lahko vidiš, kje je tisti tvoj nivo, rečemo, lahkotnosti ali pa težavnosti. Nekateri bodo ostali pri teh bolj zabavnih igrah, do smeha, nekateri pa ugotovijo, da hočejo malo bolj miselni izziv in potem grejo na precej težje igre. Ampak v osnovi se lahko res nauči vsak v našem društvu, vsaj bi rekel, po moje, 20 različnih iger, kar je pa že kar ogromna izbira. Krasno, odlično. Sva pozabila kaj povedati, želiš še kaj dodati? Ne, v bistvu mislim, da je to, razen tega, da vsak je radoveden, naj nas obišče, se sam pogleda zadevo, ker veliko ljudi preseneti, kaj to sploh je, in ko zaigrajo eno igro, vidijo, da je v bistvu to full fine in da bi pa mogoče še kdaj prišli se na tak način podružiti. Krasno. Jan, lepa hvala, da si prišel, in tudi mi bomo veseli, če se iz Društva Špilja še kdaj pridružite naši oddaji in seveda povemo kaj zanimivega in novega. Ja. Pozdrave vsem in pa srečno. Ja, hvala vam za povabilo. Društvo Špilja vas torej vabi na namizne igre, kultura, igranje namiznih iger in pa nenazadnje na prijetno druženje, sprostitev, da malce pobegnemo iz okov stresnih vsakdanov. To pa je namen tudi naše oddaje, torej da ste z nami, da slišite, kaj se dogaja novega in da potem te dogodke tudi obiščete. Tako da ostanite v naši družbi še naprej, še zadnji gost prihaja in še zadnje minute druženja. Še zadnja zgodba tega današnjega reporta je na vrsti. Gospoda sem seveda že omenila, nisem povedala, kdo je, povedala pa sem,
da v smislu dobrodelnosti za mesto Maribor in za širšo okolico seveda pomeni veliko ime, enega velikana, ki ga poznamo po različnih projektih in eden takšnih je tudi sedaj v mesecu novembru. Govorimo o dobrodelnem koncertu, v družbi oddaje Report pa seveda z velikim veseljem in častjo pozdravljam gospoda Borisa Karbonja. Boris, pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, vi in dobrodelnost gresta zelo dobro z roko v roki, a ne? Ja, verjetno res je to en moj način življenja. Ja. Drži. In kako se je tale zgodba začela? Ja, zdaj, tak, če sem čisto odkrit, verjetno imam to v genih. Se pravi, od mojega očeta, mama, babica je bila že v bistvu en tak biser, človeka, ki se je vedno znova znal razdajati za druge ljudi, ne da ob tem seveda igrala žrtev. Potem mama mi je iz Bosne, kar je že po naravi, pač ta južnjaški temperament in kri, pomagati sočloveku. Vzgojeni smo bili doma na ta način, da pravzaprav je treba vedno nekako pristopiti človeku, če rabi pomoč. In potem je to nekako očitno ostalo v meni. Tako da zdaj verjetno me posprašujete, kdaj pa je meni začelo to na ta način, ki me zdaj mogoče ljudje malenkost bolj prepoznajo. Tako kot sem že velikokrat povedal, leta 2008 se je na vrata mojega kabineta v šoli pojavilo dekle, dijakinja, ki se me učil, takrat je bila 2. ali 3. letnik. In v bistvu za zgodbo, ki je mene takrat dejansko spravila na rob besa, groze in pa gnusa do tega sistema, v katerem še dan živimo, ko me je enostavno prosila za pomoč, ker so doma lačni. Deklica je sama, dejansko se deloma odpovedovala svoje malce, zato ker je preostanek malce nosila domov za svoje mlajše sestre. Meni se je zdelo takrat to nepojmljivo, verjetno zato, ker nikoli nisem bil dovolj pozoren, da dejansko tudi obstaja drugačen svet, v katerem sam živim. In to je v bistvu bil moj začetek. In kakšne zgodbe so se v tem času, torej skoraj 10 letih, odvile? Kateri so tisti projekti ali pa zgodbe, ki so vam ostale najbolj pisane na kožo ali pa puščajo prijeten spomin, toploto v duši? Zagotovo so to vsi dobrodelni koncerti, ki smo jih organizirali na srednji ekonomski šoli, dokaj sem še aktivno tam zraven sodeloval. Predvsem zato, ker je to bilo vedno eno krasno sobivanje z mojimi dijaki. Seveda ne morem mimo mojih papirnatih ladjic, ki je zagotovo verjetno moj največji, najbolj prijeten projekt, predvsem zato, ker smo tam razbili en stereotip, da so danes mladi ljudje samo na računalniku, na telefonu, da ne znajo se družiti. Takrat smo te stereotipe v bistvu razbijali. Zdaj seveda to, kar pa zdaj počnem z uporniki, je pa to seveda tak, bom rekel, sladko-kisel priokus, včasih tudi malo grenkobe, ampak pravim, to je življenje. Dobeno življenje ni ravno, vedno je malo vzponov in padcev. Bom rekel tako, da v večini primerov se vedno te zgodbe končajo z enimi takimi prijetnimi trenutki našega druženja z temi mojimi ljudmi, ki jim pomagamo tako ali drugače. Seveda so pa odzadaj vedno zgodbe, ki te pretresajo in ki ti pač ne pustijo ravnodušnega. In sedaj v mesecu novembru se bo ponovno zgodil takšen dogodek, takšen koncert, ki torej povzroča te prijetne občutke. Namenjen pa bo tako otrokom kot tudi upokojencem. Na kakšen način? V bistvu moramo to zadevo izpeljati iz enega preprostega razloga, ker prihaja ta, bom rekel, v mojih občutkih zelo neprijeten mesec, tako imenovani veseli december. Ne zato, ker se ga ne bi sam veselil, ampak zato, ker me je strah za te moje ljudi. Ko bomo mi doma verjetno nekje za preobilno obloženimi mizami, kjer bomo seveda z veseljem obdarovali svoje najbližje in prav je tako, brez slave vesti, bojo ti moji ljudje seveda morali marsikaj prikrajšani. Nekako skozi mi nekje od zadaj zveni tiste besede lani ene naše upokojenke, ki je rekla, tako si zelo želim, da bi lahko svojega vnučka obdarila, pa ga ne morem. Če sam izhajam iz tega, nisem še star sem pa starš, kakšna groza je to, da ne moreš otroku dati božično novoletnega darila. Pa ne govorim zdaj, da to mora biti ne vem kakšno darilo, ampak ta pozornost. In dejansko smo se uporniki odločili, da bomo poskušali z tem koncertom pridobiti toliko sredstev, da jih bomo lahko ne dali samo tiste minimalne stvari, kot so prehranski boni, ampak še mogoče kakšen dodatek zraven, zato da tudi oni lahko obdarijo svoje najbližje in na ta način pač ta veseli december bi bil tudi za njih vsaj malo bolj prijeten.
Krasno. Kje se bo zgodil ta koncert? Kaj se bo se dogajalo na ta večer? Ja, zdaj v bistvu ideja tega koncerta ne bi bilo, če ne bi pevski zbor Kombinat, se pravi te skrajšano kombinatke, predvsem po zaslugi gospe Glavanove, ki je kontaktirala in je rekla, da one so pa res pripravljene z Ljubljane priti v Maribor in narediti koncert za Opornik. Jaz sem najprej mislil, da je to tako malo za šalo, bolj kot za res, ampak se je na koncu izkazalo, da ženske mislijo resno. Jaz sem potem to zadevo zagrabil. Na mojo veliko željo in seveda predvsem zaradi globokega spoštovanja do Mirjane Šajinović, znane mariborske gledališke igralke, smo še njo zraven potegnili, tako da bo pravzaprav to koncert kombinatk z igralsko-recitalskim vložkom Mirjane Šajinović. Vse pa bo na temo naša pesem, ki jo bomo posvetili vsem tistim, kateri pravzaprav bodo tistega trenutka, ko bomo mi v varnem zavetju, ko bo dišalo po cimetu in ko bomo pravzaprav objeli svoje najbližje nekje na drugem koncu sveta ali mogoče celo neposredno v bližini mojega domačega praga, pravzaprav ali bili neobjeti ali pravzaprav ne mogli podeliti to toplino objema, človeškega objema. Tu imam v mislih ne samo te ljudi, ki mi pomagamo. Bom rekel, prej nekajkrat pa probam ta občutek oziroma to čim bolj stran spraviti. Pač še vedno so mi te slike iz Šentilja, iz leta pa pol nazaj, te begunskih otrok, ki se vedno znova sprašujem, kje so ti otroci, ki so šli mimo mene, ki so šli skozi moje roke, ali bo tudi njihov december takšen, kot si ga želim za svoje otroke. In v bistvu ta pesem bo namenjena prav njim in vsem otrokom, ki pravzaprav bo december malo drugačen. Pomembno je, da poveva, kje in ob kolikih. Se pravi, koncert bo v Unionski dvorani, karte so pa na razpolago, se pravi, karte se da kupiti že zdaj v Narodnem domu na blagajni, vsak dan od 10. do 17. ure, v soboto od 9. do 12. ure. Cena vstopnice je 10 evrov za odrasle, 5 evrov za dijake, otroke oziroma študente. Koncert pa bo v Unionski dvorani in sicer 25. novembra v soboto ob 18. uri in seveda upam, da bomo napolnili dvorano in da bomo za to pesmijo pravzaprav popestrili ta predbožično novoletni čas. Seveda držimo pesti tudi mi, da vam mogoče povedati čez vse naše gledalce, kje se da kaj pobrskati po tem samem dogodku, da če niso ujeli vseh terminov in vseh teh podatkov, da lahko malce pogledajo po spletu. Se pravi, možnosti sta dve, ali www.up-ornik.si, se pravi naša spletna stran, ali pa po stari dobri navadi, Boris Karbon je vsem na Facebooku odprti profil. Jaz sem odprta knjiga. Jaz pravim, kdor želi, bo to seveda zagotovo našel. Mogoče, Boris, samo še preden se posloviva, glede na to, da imate sami veliko stika in veliko razmišljate o teh ljudeh, ki mogoče nimajo takšnega življenja, kot bi ga imel nek čisto navaden človek. Kakšna je situacija teh ljudi v Mariboru? Jih imamo, so prisotni. Je skrb vzbujajoče? Ja. Mislim, da je v tem trenutku še vedno gori rdeči alarm. Zdaj, kolikor uradne statistike govorijo o gospodarski rasti, od te gospodarske rasti ti ljudje, ki so tako nizko, krepko pod pragom revščine, nimajo čisto nič. In Maribor je dejansko socialno gledano najšibkejši člen v Sloveniji. In če tu država ne bo v tem trenutku poskrbela, je mene strah, da bo naslednja pomlad zelo neprijetna za te ljudi. To so dolgovi, ki jih oni sami ne morejo poravnati. In to, da še vedno, kljub temu, da uradna statistika pravi, da deložacij ni, to ni res. V Mariboru so deložacije skoraj da na dnevnem redu. In bom rekel, čist ne samovšečno, še manj pa samohvalno, ker to meni ni pohvala, ampak me je groza, da uporniki pravzaprav ostajamo še zadnji branik za te ljudi. In dejstvo je, da nekaj bo se moralo spremeniti. Maribor rabi eno zelo močno podporo, finančno podporo, ne samo v obliki gospodarskega razvoja, absolutno je to seveda prioriteta, ampak za nazaj bo potrebno tem ljudem stopiti korak naprej. To niso ljudje, ki so delomrzneži, to niso ljudje, ki so nesposobni, to so ljudje, ki so zaradi gospodarske krize obviseli krepko čez rob socialnega praga. In dovolj bo že to, da bo sama miselnost spremenila ali pa nekaj naredila na tem, ne? Jaz bom rekel tako, zadnjič sem poslušal eno gospo, ki je pravzaprav govorila ravno o tem, da kaj me stane, če nekomu ponudim roko,
če mu nekomu pomagam, kaj bo mene manj, kje bom jaz na zgubi. Ne? In v bistvu ni potrebno veliko. Ne? Tudi to bom rekel, sej bi bil lažno skromen, če bi rekel, da mi ne laska naziv, ne vem, dober človek z Maribora, Robin Hood Maribora, ne vem, veliki človek in tako dalje. Vse to je larifari. To mi dajo ljudje samo zato, ker pač s tem nekako meni dajo titolo. Ni res, jaz sem čisto navaden, majhen, neprepoznaven človeček, ki samo naredi to, kar vsak lahko naredi. Sočloveku ponudiš roko in vsi to lahko naredimo, to nič ne stane, to nič ne boli. Tudi dostikrat mi reče Boris, odkot ti energija, pa kakšna energija? Če pa samo roko ponudiš, samo človeku daš pomoč, ne rabi za to energije ali ne vem koliko časa. Jaz še vedno imam čas in za družino, in za prijatelje, in za svoje kolo in ne vem, še vedno delam neumnosti, namesto da bi kaj pametnega počel. In samo to, tako malo je potrebno in zato nič posebnega, nič nadnaravnega, čisto navaden človek z vsemi napakami. Lepa hvala za te besede, jaz upam, da sva prodrla v dušo vsi tisti, ki nas sedaj spremljajo in da sva nekaj dosegla na tisti miselnosti, ki sem jo seveda tudi omenila. Vse dobro prihodnje in pa bučne aplavze želim na vašem koncertu v Unionski dvorani. Hvala Srečno. lepa. Hvala. Naj samo povzamem in ponovim, dragi moji, torej 25. november je zagotovo rezerviran za našo pesem, za dobrodelnost in seveda istočasno za pomoč tako otrokom kot upokojenim. Tako da bodite del te zgodbe in kot je Boris Hrbonja ravno kar dejal, ponudite roko sočloveku na takšen način, da kupite vstopnico za koncert Naša pesem, ki se bo zgodila torej 25. novembra v Unionski dvorani. Lepa hvala, da ste bili tudi danes z nami. Želim vam prijeten večer in seveda ne pozabite na našo družbo ponovno prihodnji teden v torek ob istem času na istem mestu. Do takrat pa srečno.